Slovenski kmetje, številne družinske kmetije, pomembni deli slovenskega podeželja so se danes znašli v velikih težavah, pred hudimi preizkušnjami. Današnji čas je težaven za njih, še bolj nepredvidljiva pa je prihodnost. Zato se mi zdi pomembno, da tisti, ki smo skupaj z danes žal pokojnim Ivanom Omanom, dr. Francem Zagožnom, Ivanom Pučnikom in drugimi sooblikovali Slovensko kmečko zvezo leta 1988 kot prvo demokratično politično stranko in hkrati veliko zagovornico kmečkih in podeželskih interesov, da poskušamo narediti vse, kar je v naši moči, da bi izhajajoč iz takratne vsebine ciljev, želja in energije danes naredili za slovenske kmete, kmetijstvo in slovensko podeželje to, kar je danes možno in nujno narediti. To je bil glavni razlog, da sem tudi sam kot predsednik Slovenske ljudske stranke z polno energijo in največjo možno dobronamernostjo pristopil skupaj z vsemi sodelavci k takemu pristopu ob volitvah v Kmetijsko-gozdarsko zbornico v preteklem letu, ki bi prinesle rezultat, da bi pomemben del tega, kar smo pred več kot 30 leti začeli in kar nam žal ni uspelo, nekatere stvari so uspele, nekatere pa ne, da bi naredili, popravili, dodali danes, predvsem pa, da bi izkoristili tiste možnosti, ki so danes na nekaterih področjih izjemne. Ne smemo pozabiti, da se bo v naslednjih letih v slovenskem prostoru, kot v številnih drugih evropskih državah, tudi zaradi zmanjševanja posledic pandemije COVID, razdelilo več sredstev kot kdajkoli v času od samostojne Slovenije in tudi verjetno kot kdajkoli v naslednjih letih in desetletjih, ko bo potrebno pomemben del teh sredstev vračati. To, kar je zaskrbljujoče za slovenske kmete, za pomemben del slovenskega podeželja, je dejstvo, da se danes mnogo premalo sredstev v vseh teh omenjenih programih namenja za razvoj kmetijstva, za preusmeritve, za to, da bi družinske kmetije, mladi prevzemniki imeli dobre pogoje, da bi se odločali, da ostanejo doma, da si na kmetijah ustvarijo družine, da ohranjajo obdelano in poseljeno podeželje. Vemo, da v nekaterih evropskih državah, Nemčija, Danska, nekatere druge, so danes ena od prioritet preusmeritev v prostorejo živali. Kajti znano je, da bo čez 5, 7, 8 let nemogoče enakovredno prodajati na primer mleko, meso izvezanih rej. Ker bo pogoj, da je pač prosta reja. Zelo se namreč krepijo prizadevanja za ne le čim bolj zdravo hrano, ampak tudi za živali in ljudi čim boljše pogoje. In ena od teh posledic je tudi usmeritev v prostorejo. In glede na dejstvo, kako pomembna je govedoreja v Sloveniji, je skrajno zaskrbljujoče, da se bo v tem času relativno malo sredstev iz teh projektov namenilo za preusmeritev v prostorejo v Sloveniji, kjer vemo, da imamo ogromno tega v vezani reji, vemo, da marsikje bo to kot neka posebnost pri malih kmetijah verjetno lahko tudi ostalo. Ampak za tiste, ki želijo s klasičnim tržnim pristopom se preživljati s to kmetijsko dejavnostjo, bo pa nezmožnost koriščenja evropskih sredstev za to preusmeritev lahko usodno. To je bil tudi eden od razlogov, da smo zelo jasno te stvari povedali tudi v našem programu, kjer smo se zavzeli, da bi večino slovenskih državnih gozdov in pomemben del državnih kakovostnih kmetijskih zemljišč dali v dolgoročen najem slovenskim kmetom,
družinskim kmetijam, posebno tistim, ki lahko po eni strani z povečanjem svojega deleža gozdov si zagotovijo preživetje, plačano delovno mesto z ukvarjanjem z gozdom ob kmetiji, po drugi strani pa tistim kmetijam v ravninskem področju, kjer bi jim dodatni hektari kakovostnih zemljišč lahko omogočili preusmeritev naprimer v prašičerejo, v zelenjadarstvo, kjer smo v Sloveniji izrazito deficitarni. Žal se ta program, po mojem vedenju, v tem trenutku zelo omejeno izvaja. Mi imamo tudi zelo omejene možnosti. Kot veste, kljub temu, da smo kot Društvo Slovenska kmečka zveza dobili skoraj 40% glasov, je na koncu zmanjkal en glas za to, da bi lahko ta program tudi izvajali preko vodenja Kmetijsko-gozdarske zbornice. Naj tu povem, da smo se pripravili na te zbornične volitve v sodelovanju s številnimi drugimi z prepričanjem, da je zdaj ne le nujen čas, ampak verjetno tudi zadnja skrajna možnost, če želimo dejansko okrepiti ta del slovenskih družinskih kmetij, ki ima pogoje za dolgoročno uspešno delovanje in kjer se danes mladi odločajo, ali bodo ostali na kmetijah ali ne. Jaz obžalujem, da se je zgodilo to, da so naši sogovorniki, tudi nekateri predstavniki katoliške cerkve, stvari zapeljali tako, da se dogovori niso spoštovali. Če sem pri svojih izjavah kogarkoli prizadel, če je bilo karkoli rečeno, kar ni bilo utemeljeno, se seveda opravičujem. Vse, kar sem povedal v iskrenem prepričanju, da je potrebno vedeti, da se bodo nekatere stvari morda nepovratno izgubile, nekatere možnosti nepovratno izgubile, ne le za slovenske kmete, tudi za katoliško cerkev in druge pravne osebe, ki so enakopravni člani Kmetijsko-gozdarske zbornice, če se ne bo odgovorno pristopilo k izvajanju programa, kakršnega smo predstavili. Žal se je ta zgodba odvila, kot se je odvila. To je zdaj zame in za moje sodelavce v Slovenski ljudski stranki seveda preteklost. Odgovorno delamo tisti, ki smo bili izvoljeni kot člani sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice ali na druge funkcije. Odgovornost pa seveda nosijo tisti, ki so prevzeli vodenje Kmetijsko-gozdarske zbornice in ki vodijo druge pomembne kmečke, stanovske in strokovne organizacije. Še enkrat povem, da smo zaskrbljeni. Slovenska ljudska stranka želi z svojim delovanjem, z aktivno vlogo v gibanju Povežimo Slovenijo in z drugimi pristopi pomagati tudi k temu, da bo po naslednjih volitvah tudi naša močna prisotnost v parlamentu izboljšala položaj tudi kmetov, kmetijstva in podeželja, tako v parlamentu, njegovo težo v parlamentu in tudi v vladi. Bi pa rad tudi pozval slovenske kmete in vse, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja slovenskim podeželjem, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da se povežejo, da sodelujejo in da na ta način ne zamudijo izjemno pomembnega trenutka, ko je še mogoče tudi z zagotovitvijo ustreznih sredstev si izboljšati pogoje za uspešno delovanje v prihodnosti.